Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Dobrodošli v tednu sibirske fitomedicine. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, sprejemamo vse vaše zahvale in vam jih seveda vračamo. Kar se tiče knjižice Sibirska fitomedicina, gre za knjižico vseh zapisov Marije Ane Kolman in tale knjižica se torej deli, torej brezplačno jo torej dobite. Dajte malo o tem povprašati oziroma pogledati na spletu klepetobkavi.si ali pa povprašati pri naših svetovalkah. 026 200 230 je telefonska številka. Ima natanko 75, 76, 77, wow, zanimivo, natanko 77 strani in tukaj so različni recepti, navodila in modrosti sibirske fitomedicine. Je pa zanimivo, sibirsko fitomedicino vključujejo tudi drugi terapevti. Ena izmed njih je vsekakor, zdaj že res lahko rečem, moja prijateljica in osebna terapevtka, lahko rečem, Sabina Cimerman, ki deluje v Celju. No, kljub temu, da deluje v Celju, k njej hodijo ljudje iz cele Slovenije, tudi iz tujine, ima posebne tehnike, ki jih združuje z vsem ostalim in uporablja tudi sibirsko fitomedicino. Tale trenutek se mi pridruži v naši dnevni sobi, pred kratkim se je namreč vrnila iz Tajske, kjer se je tudi učila in dodatno izpopolnjevala pri Mantak Chio osebno, velike mojstro, kajti res ima tak celosten pristop kot Bovnova terapeutka. Jo že slišim. Kar naprej, popotnica. Zdravo, dobrodošla. Dolgo se nisva videli. Koliko časa si bila na Tajskem? 3 tedne. 3 tedne? Ja. In to direktno učenje od Mantak Chia, to pa je nekaj vredno. Ja, res je. Tja, pa hiter učenje 3 tedne, pa hiter nazaj, pa delati treba takoj začeti, tako da je bilo polno vsega. Težko smo shajali brez tebe, ne? Hvala. Ja, verjamem. Tvoja terapija je dosti drugačna, ne? Taka celostna v tem smislu, da na večjih nivojih pomagaš dejansko človeku, uporabljaš tudi sibirsko fitomedicino. Ja, odkar je sibirsko fitomedicina v Sloveniji, sem zelo hvaležna, ne? Zato, ker so to res taki čudoviti in blagodejni učinki in zdaj v teh 3 letih, odkar jo uporabljam, pa svetujem, priporočam, kaj naj kdo uporabi, naredi. Velikokrat me ne slišijo, pa me potem čez čas slišijo in sem zelo hvaležna. Sem pa tudi zelo hvaležna, da je vedno več ljudi, ki slišijo, pa preventivno jo začnejo uporabljati in jo uživati, da sploh ne pride do teh poslabšanih stanj. In je to bistvenega pomena, da se potem smo skozi fit, dobro se počutimo, srečni smo, zadovoljni smo, svoje delo lepo upravljamo, da najtežje je takrat, ko pride do takega poslabšanega stanja, ko rabimo zdravnika, ko moramo iti na kakšno operacijo, ko čas zdravljenja, čas celjenja takšnih in drugačnih ran, potem čas, ki ga posvetimo s temu zdravljenju, ni sam čas, je tudi velikokrat tudi denar. Velikokrat je potem, če ne uspemo v pravem času se sanirati, v bistvu, da si pomagamo in z temi raznimi naravnimi stvarmi in pa z sibirskimi temi krasnimi proizvodi in izdelki, je kar hudo, ker je pa potem kar leto, pa 2, pa 3 leta pa gredo. In je to problem, ker čas mi zdi zdaj najbolj dragocen in dobro volje, da smo srečni, da smo zdravi, zadovoljni tega, se mi zdi, da je vedno manj. Ja, vedno bolj iskana roba, ampak v bistvu imamo vse v sebi. Kakšni so tvoji, veliko smo že slišali o čagi, zdravstvena trenerka Simon Godina nam je zadnjič govorila o tem, potem smo slišali tudi strani ljudi, ki so si dejansko skupaj z ostalimi zadevami pomagali pri tem, da so se ozdravili težkih diagnoz, tudi kot je rak. Kakšne so tvoje izkušnje pri obravnavi pacientov, torej z Bovnovo terapijo, ki so uporabljali in ki si jim priporočala čago? Zelo dobri so, zelo dobri rezultati so, je pa res, da
je treba včasih nekomu, treba malo dalj časa uporabljati. Recimo, če zdaj se kar izpostavim sibirsko čago, je bistvenega pomena, da pri onkoloških bolnikih in pa tistih, ki so recimo izgoreli, ki imajo razne bolezni, ki za njih v bistvu ni zdravila, od raznih demenc do razne Alzheimerjevih bolezni, je v bistvu čaga bila tista, ki je ustavila proces poslabšanja. Ampak je bilo pa potrebno kar od začetka 2-3 na dan po veliko žlico vzeti. Potem, ko so se pa stvari normalizirale in izboljšale in ko so čutili več moči v sebi, več energije, da so imeli v sebi, je pa potem smo šli na manj, so šli, 2-krat na dan, eno žličko. In je zelo velika razlika med žlico in žličko. Je pa tako, ko smo v enem takem neprijetnem stanju, ki v bistvu smo brez energije, brez volje, je treba kar več teh stvari vzeti in je treba tudi biti kar vztrajno. Poleg tega, da so te stvari res rabijo od začetka, mogoče kak teden, 2 tedna, pri nekaterih ljudeh pa tudi po že parih dneh čutijo ta impuls v telesu, to veliko poboljšanje, ki je pač bilo prej zelo slabo. Torej si imela izkušnje tudi pri demenci in Alzheimerjevi? Ja, sem imela dosti teh izkušnj, ampak ne samo pri starejših ljudeh, tudi pri mlajših. Ja, in ker je bistvenega pomena, da je celica zdrava, da so tiste poslabšane celice, ki so bile, so odšle in tiste, ki so bile zdrave, so se potem še okrepile. In to je, se mi zdi, čaga res fenomen, ki pomaga na tem področju, da se te stvari res postavijo v eno harmonijo in se človek potem toliko boljše počuti. Veliko težav, zadnjič sem gledala statistiko, jetra so tudi kar... Kot največja žleza, Ja, dejansko velik problem. 24 ur na dan, 365 dni v letu bi mogli kar kaj delati za naša jetra. Sploh Slovenci že z to našo kulturo pitja ga kar malo biksamo. Imaš kakšne izkušnje delovanja čage pri jetrih? Tudi to so bile, mislim, raziskave narejene, da je gospod, ki je imel zelo poslabšano stanje, šel na ultrazvok, operacija, odstranitev, potem se je že na žolčevod se je že vse preneslo na slinovko, potem prav organi, ki so šli potem nazaj, kako imamo postavljenih v telesu, prejšnji organi, kot pa potem naslednji. In je bilo tako, da pri pitju čage se v enem mesecu pa pol se je toliko izboljšalo to stanje, da ko je šel gospod na ultrazvok, niso mogli verjeti, da ga je zdravnik vprašal, pa kaj ste pa vi prišel, Je rekel, operacijo imam predvideno čez en teden. Ste rekel, da še boste enkrat naredil ultrazvok prej. Je rekel, pa vam ni treba ničesar več. Glejte, vi sam uživajte to naprej, dal mu je kontrolo čez 3 mesece. Je prišel gospod čez 3 mesece, ampak je res užival. Mislim, da je bilo 5 stekleničk treba popiti, ampak je skozi pil. Tako da včasih je tudi rekel, da je kot da je malo telo točno želelo to. Tudi je imel druge stvari še, ni imel samo sibirske čage, ampak je pa ugotovil, da je ta učinek čage je bil v bistvu najmočnejši. Ampak potem se je tudi izboljšalo to, da je bil bolj umirjen, ker prej že kar depresiven postal. Tako da ta čaga je bila za njega v bistvu življenjskega pomena in rešiteljica. Tudi v naši ekipi sem slišala za en primer, ki bi tudi mogli iti na izrez, zdaj pa ne vem, nek tumor ali kaj je bil in dejansko zdravniki niso mogli verjeti, niti brazgotine ni bilo, nobene sledi, da je to na tistem mestu, kdaj karkoli obstajalo. Ja, in zaradi tega bi jaz bila zelo vesela in zelo srečna, da bi ljudje začeli to preventivno uporabljati. Da si privoščijo 2-krat na leto eno stekleničko čage, enkrat spomladi, eno potem na jesen in je čisto druga zgodba, ker tudi vsi imamo pač te rakaste celice vse, ali pa tudi druga stanja, ki pač niso najboljša, ki jih pač negujemo tako, kot bi morali svoje telo. In če preventivno to naredimo in spijemo spomladi eno stekleničko in na jeseni, s tem že ogromno naredimo. Zapisali si tudi po večkratnem jemanju antibiotikov, da bi potem čago, da dvignemo dejansko odpornost, sploh pa pri onkoloških bolnikih. Ti so pa, mislim, onkološki bolniki pa edino takrat, ko pač grejo na tisti dan, ki so na obsevanju ali pa na kemoterapijo, ne uživajo, lahko pa preveč čas in pa potem. Rezultati so fenomenalni. Ampak zelo dobro je v kombinaciji z eleuterokokom. Eleuterokokom? Ja, to je zelo dobra kombinacija, zaradi tega, ker se enostavno plazmatke se dvignajo, te melanomske celice se popolnoma uničijo, ampak človeka je tudi treba malo dvignati, ne samo
za čago, ampak rabi tudi elektrokok, da se psihično dvigne. Ne. Se pravi, pri onkoloških čaga elektrokok. Ja, ta kombinacija obvezno vedno skupaj. Samo ena stvar ni dovolj. Danes sem slišala, da greš spet enega mehkega otročka pogledati. Ja, res je. Res je, ampak tukaj je bila pa glavna tale naše olje altajske princese. Ne? In pa v bistvu delala sem bolnovo terapijo in potem, ko je prišla altajska princesa v Slovenijo, ko je pač to olje prišlo, sem priporočam zelo veliko tem deklicam, ki pač pa gospenki ne morejo zanositi ali imajo probleme da nimajo menstruacije zaradi stresov, zaradi pretiranega hujšanja. Je altajska princesa v bistvu uravnoveša to olje altajske princese vse hormone v telesu. Ne. In jaz jo priporočam res vsem tem gospen, ki prihajajo, tudi tem, ki imajo težave s hormoni, se niti ne zavedajo, recimo tudi ščitnica je velikokrat problem, ne. Ampak priporočam tudi mazanje. Mazanje si vratu lepo, tako si ti popiješ, si samo obrneš stekleničko in se namažeš in je to zelo, zelo, zelo krasna stvar. In tale otroček, ko ga grem danes pogledati, tudi točno iz tega... Recepture. Ja, tako lahko. Ker sem gospa pač ni mogla zanositi, tudi ni več toliko mlada več in smo probali in z Bolnovo in skupaj z altajsko princeso. Mislim, da je spila 3 stekleničke in potem me kliče pa reče, a veste, zanosila sem, ne. Odlično, ne. In tudi ta otrok se mi zdi tudi fajn, da potem otroček, ne, ki se rodi, tudi fajn, da potem čez čas začne tudi vsaj malo, tisto mečkano žličko, da popije, ker se potem tudi njegov cel proces v telesu je hitrejši in se boljše razvija. Ne. Tale trenutek pa dajmo pogledati tudi Vasiljev kazališčarka, ki prihaja iz Zagreba oziroma okolice Zagreba, nam je zaupala oziroma je govorila ravno o tem. Za menstrualne probleme preporučam ulje altajske princeze. To je ulje smjesa nekoliko ulja. Jedno je ulje sibirskog cedra, drugo je ulje pasjeg trna, pa je treće ulje sikavice, onda je ekstrakt borove maternice, pa je ekstrakt crvene četke i na kraju matična mliječ. Sve ovo što sam navela jako utječe na reproduktivne organe. Dakle, ako žena ima problema sa menzisom, svakako neka uzme po 1 malu žličicu ulja altajske princeze 3 puta dnevno između jela. Dakle, jedete pa to uzmete. Jer bogato je A vitaminom, E vitaminom, D vitaminom. To su 3 u uljima topljiva vitamina koji su izvrsni za ženske reproduktivne organe. Zašto? Zato jer ti organi budu opterećeni kojekakvim novotvorinama, miomima, polipima, a ulje altajske princeze djeluje tako da se sve te tvorevine ponište. Dakle, ono je posebno za ženske probleme. I to od puberteta do menopauze. Žene koje imaju problematičnu menopauzu, jako je preporučljivo da uzimaju ulje altajske princeze jer će imati daleko manje problema u menopauzi. Žene koje imaju policističke jajnike i imaju potpuno sve u redu, ali ne mogu zatrudnjeti. Od srca im preporučam ulje altajske princeze. To bi bilo vezano za ženske probleme. Tako, tole je bila Vasiljevka. Zdaj pa dajmo pogledati, kako to zgleda dejansko v praksi. Imamo nekaj vprašanj naših gledalcev oziroma gledalk. Koliko priporočaš pri bolezni ščitnice? Velikokrat je tako, da odvisno koliko časa se že gospa ima to bolezen. Ja. To je 1 steklenička sigurno, ampak velikokrat se dogaja, da enostavno začnejo gospe uživati in ugotovijo, da še ni zdravljenje končano, da še rabijo. Ne? In včasih rabijo 2-3 stekleničke, ampak vedno
se vzame pol urce pred jedjo, ker je, da je telo lačno, da takrat še bolj absorbira vase, tako da od začetka bi 3-krat na dan sigurno, eno stekleničko, potem pa bi mogoče... 3-krat na dan eno žličko, ne? Ja, da eno stekleničko poje. Ja. Potem pa naprej pa mogoče 2-krat na dan, ne? Ampak velikokrat se meni zgodi, da mi vsi, ko mi gospe povejo, ko prihajajo k meni, da telo samo kliče in da kar naenkrat imajo dovolj, ampak navadno potem ponovijo še. Je pa bistvenega pomena tudi, da moški v bistvu so prav tako v menopavzi, kot smo ženske in na to sploh ne govorimo veliko o tem in njim tudi zelo toplo priporočam. Ja. Ker tudi povečuje libido, kar se oni imajo, mislim, velikokrat malo so obremenjeni zaradi tega. Ja, da ni več kot je včasih bilo. Tukaj imamo vprašanje gledalke, ki ima težave s kožo, predvsem po obrazu, na spodnjem delu. Je kaj povezana tudi koža in pa olje altajske princese? Gospe bi priporočala, da bi uživala najprej čago, zato ker bi se potem vse te spremembe, ki prihajajo od znotraj navzven, bi se jih lahko zelo z pitjem in pa se lahko tudi namaže obraz z sibirsko čago. Ko bo pa potem videla, da so ene spremembe, da se je izboljšalo to stanje, pa zelo priporočam, da altajsko princeso tudi začne piti. In se tudi namaže. Kaj pa parom, ki so že v procesu umetne oploditve? Obvezno. Oba naj pijeta, ja. Ker velikokrat je tako, da ko prihajajo pari k meni, ki so v procesu umetne oploditve, je tako, da pripravim telo kot bolnova terapevtka, da je potem pri umetni oploditvi je že telo pripravljeno in da je večja možnost stvarjenja. Da se ugnezdi. Tako, ja. Velikokrat je tako. Pri bolezni ledvic in vnetju mehurja? Zelo dobro je, da se čaga pije. Prav tako pa tudi istočasno olje altajske princese. Ker čaga bo očistila vse tisto, kar je problem v celicah in pa velikokrat so potem tudi razne ciste, potem so velikokrat vnetja ali pa na ledvicih je velikokrat tudi zaradi kreatinina, ki je povečan. Je bistvenega pomena, da mi uživamo in čago in pa istočasno olje altajske princese. Ker te stvari gre to zelo skupaj in mene tudi velikokrat vprašajo, če uživajo kakšna zdravila, če lahko uživajo olje altajske princese, eleuterokok, mumijo, čago, lahko. Ker je v bistvu vse zelo naravno. Edino pri eleuterokoku je treba paziti, če je previsok krvni tlak, se vzame samo 5 kapljic dopoldan, nič več. Ampak se velikokrat zgodi, da se potem zmanjša tudi krvni tlak. Tako da je to bistvenega pomena, da se ena kombinacija naredi. Ni pa nikoli bilo nobene izključitve, da bi bilo kakršnokoli poslabšanje ali pa da bi ljudje, zaradi tega, ker so imeli sintetična zdravila, uporabljali vse te dodatke sibirske fitomedicine, ki jo priporočajo, da bi karkoli bilo poslabšeno, nikoli ni bilo. Tudi smo že merili v laboratorijih, pogledali smo že pri ljudeh, ki so to uživali dalj časa, 2-3 leta, nobenih kontraindikacij, nobenih poslabšanj stanj. Odlično. Najlepša hvala, Sabina Cimerman. Jaz tako rada pridem k tebi na tvojo mizo in se veselim, da pridem tudi naslednjič, da se moje telo umiri v popolnosti. In hvala ti, ker si. Tako, sibirska fitomedicina, ja, zdaj je na voljo, ni tole, ne morete kupiti, ne morete si sposoditi v knjižnici, lahko pa to dobite domov in sicer brezplačno. To je edini način, da dejansko pridete do sibirske fitomedicine, tele knjižice, kjer so dejansko zanimive recepture. Je pa ob našem zadnjem obisku altajske družine v Sloveniji Irina povedala tudi en krasen nasvet iz sibirske fitomedicine za močne lase in sicer 5 kapljic mumije v šampon. Zelo preprosto, dajte preizkusiti, dajte javiti in boste videli, kako in kaj, na kakšen način to namreč deluje. Zatole pa poglejte na spletni strani oziroma povprašajte svetovalke na 02 6200 230, da širimo znanje še naprej.
Rastlina mora aktivirati ves svoj biopotencial, da preživi in s takim biopotencialom lahko potem deluje tudi v človekovem organizmu.